Pozdravljeni. Jaz sem Leonida Mrgole, soavtorica knjige Izštekani najstniki in starši, ki štekajo. Luka je najstnik. Luka je najstnik, ki bi se mogel veseliti tega, kaj bo jutri, ki bi mogel hoditi v šolo, ki bi se mogel zdajle tresti, kakšni bojo rezultati na koncu šolskega leta. Luka je najstnik, ki bi mogel imeti načrte za jutri, pojutrišnjem, čez 1 leto, 2, 3, 10. Kaj bom, ko bom velik, kako bom si uredil življenje. Luka je najstnik, ki bi mogel se upirati očetu, ki mu reče, da naj pokosi travo. Luka je najstnik, ki bi mogel reči: "Joj, mami, a mi lahko, prosim, nehaš težiti." Luka je najstnik, ki bi mogel biti zdrav in hoditi v šolo. Luka je najstnik, ki bi mogel sedeti za jezerom in si ogledovati kakšno luštno punco. Ali pa jo celo držati za roke. Luka je najstnik, ki bi mogel biti zaljubljen. Luka je najstnik, ki bi mogel imeti drugačne cilje, kot jih ima zdaj. Zdaj je pa Luka najstnik, ki leži v Nemčiji v bolnici in je edini njegov cilj, da se pozdravi. In Luka verjame, da se bo pozdravil. Kljub temu, da so mu naši zdravniki rekli, da je to nemogoče. Luka verjame, da se bo pozdravil in zato potrebuje nas. Potrebuje našo podporo, potrebuje našo energijo, potrebuje naše dobre želje in seveda potrebuje tudi naš denar, zato da si bo lahko plačal zdravljenje. Brez nas mu ne more uspeti. Zato smo jaz, Albert in Ana Nuša Keren pripravili 16. junija ob 6. zvečer v hotelu Golf na Bledu predavanje. Jaz in Albert bova imela predavanje z naslovom Najstnik v hiši, kjer bova govorila o tem, kako z najstnikom ohranjati stik, kako prebroditi težke trenutke in kako preživeti to obdobje na ta način, da vzgojimo odraslega, odgovornega otroka. Ana Nuša Keren je dolgoletna ravnateljica uspešne osnovne šole in bo govorila o tem, kako otroka vzgojiti v samostojnega in odgovornega glede šolskega dela, domačih nalog in kaj je vloga staršev pri tem, kakšno pomoč otroci potrebujejo. A moramo res starši z njimi sedeti cele popoldneve, a moramo res starši delati naloge namesto njih in se učiti z njimi. Na te odgovore in še veliko drugih, na ta vprašanja in še veliko drugih bomo našli odgovore. Zato ste vabljeni. Vabljeni ste pa predvsem zato, da napolnimo dvorano z 250 ljudmi in pokažemo Lukatu, da nam je mar. In se veselimo tega, da bo čez nekaj časa se Luka takole nasmehnil nam in nam rekel: "Hvala, hvala, ker ste verjeli vame." Luka želi živeti svoje sanje. Dajmo mu pomagati. Hvala.